Dela na tretji razvojni osi tečejo po načrtu. Župani občin ob trasi hitre ceste so si danes ogledali gradbišče v Gaberkah in bili z videnim zadovoljni. Delavci urejajo dovozno cesto za izkope na severnem kranku hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec. Z materialom, ki ga bodo izkopali, bodo utrdili nasip med Šoštanjskim in Velenjskim jezerom. Vesna Deržek-Sovinek. Najmanj pol stoletja stara zamisel o boljši cestni povezavi zlasti do Koroške se uresničuje. 50 do 70 delavcev vsak dan izkopava odvečen material in gradi temelj za enega od viaduktov. Višek materiala se bo prevažal v premogovnik Velenje. Mislim, da je čez 100 000 kubikov na tem delu izkopa. Župani občin ob trasi poudarjajo, da bo ta pomembno razbremenila lokalne ceste in Šaleško dolino ter Koroško odprla gospodarstvu. Bo ta nasip potem utrjen tako, kot je potrebno, da bomo lahko v Šoštanju tudi mirno spali. Velik doprinos občini Mislinja zaradi tega, da se izognemo temu gostemu prometu, ki dejansko poteka čez središče naše občine. Mi moramo priti do sedanje avtoceste v Šentrupertu in pa nekako se povezati tudi z Avstrijo. Kajti potem bo Slovenj Gradec postal zanimiv tudi za nove vlagatelje. Jaz mislim, da ne bo krajša pot do Ljubljane, ne sme do tega priti, kajti decentralizacija pravzaprav mora biti v politiki eden izmed ključnih ciljev. Prva lopata na severnem delu odseka je bila sicer zasajena 7 let, 1 mesec in 16 dni po prvi umestitvi v prostor. Na Darsu smatramo, da bi potem tam v letu 2027 bil celoten potes od Šentruperta do Slovenj Gradca zaključen. Gre za milijardni posel in zahteven in težko dostopen teren z 8 zunajnivojskimi priključki, 6 predori, 4 pokritimi vkopi, pa 26 viadukti, 15 podvozi in tako dalje. Dogovori z rušenci na odseku Šentrupert-Velenje na račun ustavne pritožbe sicer še zaostajajo. Celotna trasa tretje razvojne osi bo povezala naše ceste od hrvaške do avstrijske meje. Tudi pol stoletja trajajoča prizadevanja za